Torej, doplačila, pravzaprav, ko mi določimo v teh postopkih referenčno zdravilo, torej določimo skupino zdravil. Če ima ta zdravila različne jakosti, moramo potem vsako jakost oziroma primerljive jakosti dati v razrede. Zato govorimo o razredih. Potem v vsakem razredu določimo referenčno učinkovino. To je tista, ki bo referenca za vse ostale, ki je dovolj, bom rekel, torej referenčno učinkovino, no, da ne bom preveč kompliciral, ki ima določeno ceno. In potem naredimo preračune po učinkovinah, po jakosti in tisto zdravilo, ki ima višjo ceno na količino učinkovine, na jakost, bo avtomatično prišlo ven, da ga je potrebno doplačati. Ko potem cel model postavimo, so ena zdravila referenčna, so brez doplačil, ena so pa ostala so z doplačili. Večinoma, ker so cene zelo različne. Če bile cene vse enake, tako tega ne bi bilo treba delati. To delamo vedno tam, ker imamo za primerljiva zdravila preveč raznolike cene. Cel spekter cen, vendar primerljive lastnosti zdravil. In potem rečemo, ja, pripravljeni so plačati referenčno, eno zdravilo na tole ceno, ne pa vseh ostalih, ki so lahko do dvakrat višje. Zato potem ti prihranki, potencialni prihranki, in potem to prikažemo, ko je model, ko ga dokončamo, ko upravni odbor ga sprejme, ga vidi industrija in točno ve, kje so najvišje priznane vrednosti, kakšne so. In potem imajo več kot mesecni časa, da ceno prilagodijo, tako da ne bo doplačil. Vsaka firma za svoje zdravilo točno ve, kje je tista referenčna cena, preko katere ne sme biti. Torej, o doplačilih odločajo farmacevtske firme. Zato mi apeliramo in imamo tak sistem, da imajo firme vedno dovolj časa prilagoditi se. In firme farmacevtske, potem zavarovalnice za ta izdana zdravila izdajo račun. Vi plačate? Ne, mi plačamo lekarna. Ta zdravila se predpisujejo na recepte in mi plačamo lekarna zdravilo plus lekarniško storitev za izdajo zdravila. Lekarna plačajo veletrgovci pa firma. To je pravica. Sprašujem zaradi tega, ker tukaj lahko eni pa še manipulirajo s temi dodatki. Ne. Nemogoče. Cene so v tej veliki popolnoma pregledne. Edino, mi imamo pa to težavo, da vam imajo firme dve možnosti. Da podpišejo dogovor za nižjo ceno direktno z nami, potem damo neko nižjo ceno v centralno bazo zdravil in prikažemo realno doplačilo. Nekatere firme, in to je tudi v tem primeru včerajšnjega znižanja cene, ko sem rekel, da se je včeraj zvečer še ena cena znižala, so pa dali kar direktno popust veletrgovcu. In ta veletrgovec potem pove, tole zdravilo je s popustom v lekarni, v centralni bazi zdravil pa se kaže, ker mi o tem nismo bili obveščeni uradno, pa se kaže, da je doplačilo bistveno večje. To je problem. Lažno poveča, lažno. Torej, v centralni bazi zdravil so lahko lažna doplačila, čeprav jih ni, ali pa so v resnici nižja. To je pa problem, ampak to je v zakon, v tem sistemu pač dopustno. To ni protizakonito, to je dopustno, ni pa lepo. Zato vse firme pozivamo, znižajte cene pri nas, s tem, da dokončno pišete pri nas. Na ta način bojo tudi bolniki in zdravniki seznanjeni z realnimi cenami. Vidim, mi potrebujemo sploh te veletrgovce. To je unikum v Sloveniji. Veletrgovci so povsod po svetu, v urejenem svetu so povsod veletrgovci. Oni so tudi filter za varnost. Poglejte, koliko je ponarejenih zdravil po svetu. Ta veriga mora biti zelo tesno. Mislim, mora biti zelo učinkovita in zelo tesna za nepropustna za razne ponarejena zdravila. Se koliko pa imajo maržo veletrgovci? V povprečju med 5 in 7%, tu nekje 5-6%. Kako pa z medicinskimi pripomočki pa cena nekaj? Medicinske pripomočki so zelo širok termin. Ne vem, če imamo definicijo v mislih. Medicinske pripomočki ali pa pripomočki so tudi tisti, ki se urejujejo v bolnišnicah,
nedvomno velika število in se seveda tudi spreminjajo od počnih nekakšnih protez in podobno. Tisto, s čimer se pa Zavod za zdravstveno zavarovanje ukvarja, so pa pripomočki, ki se vpisujejo, so vozički, so očala, druga pomagala za gibanje, za življenje. Tam imamo mi pač splošni dogovor in razpise, tam pač mi iščemo dobavitelje in se ti pripomočki potem izdajajo preko lekaren oziroma preko posebnih ustanov, kot je samo labor ali kakšni podobnjak. Tako da tam je pač nek drugačen pogajalski proces, ampak seveda znamo se predvideva tudi tam k nekim čim bolj razumnim in sprejemljivim cenam. Je pa to področje podobno kot pri zdravilih, ali mogoče še se nekoliko bolj predmet rasti. Vsako leto je pripomočkov v slovenskem nekoliko več in tudi zahtevnejši pripomočki so v uporabi tudi zaradi staranja in pač demografskih instrumentov. Odloča pa o standardih teh pripomočkov zavod oziroma njegova skupščina, tako da se te stvari relativno organizirano in ne vsak dan preko sklepov